Kakšen je izid današnje skupščine? No, skupščina je presenetljiva, predvsem na nepodana pojasnila in odgovore ob dejstvu, da smo sprejemali letno poročilo za leto 2018, konec januarja leta 2020, kar je nenazadnje nezakonito. Izpostavilo se je vprašanje, kdo bo nosil stroške in odgovornost za to. Zakaj je do tega prišlo? Vemo, da smo bili priča preklicu skupščine, tudi ti razlogi niso bili pojasnjeni. Verjetno gre za manever, kajti zahtevali smo širitev dnevnega reda z sklepom o likvidaciji družbe. Potem je bila skupščina preklicana. Gospod Štembergar kot predsednik upravnega odbora je zagotovil, da bo razširjen dnevni red upošteval pri ponovnem sklicu oziroma to zahtevo. Izrecnega zagotovila pisnega s tem v zvezi ni spoštoval in je bil upravljen sklic skupščine ponovno brez razširjenega dnevnega reda in likvidacije družbe, kot smo jo zahtevali. Likvidacijo družbe smo zahtevali, ker je v Iliriki Modri zvezdi 300 delničarjev, ki so vložili svoje delnice v družbo in vsa ta leta navkljub zagotovilom, ko so vlagali svoje vrednostne papirje, vse, tudi likvidne, od Petrola, Krke in drugih naložb, ki bi jih lahko vsak dan unovčili, v nove delnice Ilirike Modre zvezde. Nikakršne možnosti nimajo, da bi te delnice unovčili, imeli donos iz svoje naložbe, pravzaprav imajo zgolj stroške iz tega naslova. Hkrati pa je družba, kot smo se danes seznanili, v letu 2018 pridelala dobrih 165 000 evrov bilančne izgube. In z tega naslova je seveda edino smiselno in logično, da zahtevamo likvidacijo družbe in da delničarji dobijo od svoje naložbe vsaj nekaj, dokler ta izguba ne poje celotne naložbe oziroma samo funkcioniranje te družbe. Zelo jasen pokazatelj pri temu je nenazadnje tudi današnji sklep o razrešitvi člana upravnega odbora, gospoda Klepca, in imenovanju Filipa Štembergarja, kar pomeni, da po novem je upravni odbor družbe Ilirika Modra zvezda sestavljen iz 3 Štembergarjev, torej Igorja in 2 sinov, Marka in Filipa, in že to kaže pravzaprav na nek način, ki je precej nenavaden glede na dejstvo, da so bila dana zagotovila ob vzpostavitvi družbe, da bo ta kotirala na organiziranem trgu, da bo možno iz naslova teh novih delnic Modre Ilirike seveda z njimi trgovati, nenazadnje imeti donos tudi v dividendah, delnice prodati. Ob tem seveda, da naj spomnimo na sila nenavadno prevzemno ponudbo strani same Ilirike kot večinskega lastnika za 20 centov po delnici, kar je seveda mizerno glede na vse ocene, ki smo jih delali, nenazadnje tudi na knjigovodsko vrednost in današnja zagotovila predsednika upravnega odbora gospoda Štembergarja o tem, da je seveda poslovanje boljše in da je ta minus vprašanje vezan na obstoj in zagon same družbe. Na izrecno vprašanje tudi s tem v zvezi žal nismo prejeli odgovorov. V okviru angažmaja združenja smo na skupščini zastopali dobrih 18% kapitala. Večino ima seveda Ilirika, tako da je pravzaprav lahko sprejela vse sklepe, kot so jih želeli. Medtem ko generalno se je v naš delničarski sporazum in prizadevanja vključilo že preko 100 delničarjev, ki imajo skupaj blizu 23% v lastništvu. Še enkrat bi povabil delničarje, da se našim prizadevanjem priključijo.